Dragi spremljevalci, spremljevalke, podporniki, podpornice Slovenske note. Sem Nejc in danes vas lepo pozdravljam na YouTube kanalu profila Slovenske note. In v tem pogovornem videu gostim prav posebno gostjo. Za vse, ki ne veste, je Slovenska nota lokalni festival, ki ga je lansko leto pričel prirejati Mladinski center Hrastnik z namenom promovirati slovensko glasbo. Na finalnem večeru, na katerem se predstavi več neuveljavljenih pevcev in pevk, na koncu zmaga le eden oziroma ena, ki za nagrado dobi avtorsko pesem. Lansko leto je slavila Samanta Maja, Šolaja, mlada talentirana pevka iz Prebolda, ki je danes tukaj z mano. V organizacijski ekipi se nam je zdelo smotrno po enem letu spregovoriti z njo o tem, kako je doživela festival, kakšne so bile njene izkušnje, spomini in kaj obeta v prihodnosti. Samanta Maja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljen. Samanta, kmalu bo minilo eno leto od tvoje zmage na Slovenski noti, pa me zanima, ali karkoli pogrešaš ta festival? Seveda pogrešam vse na tem festivalu. Priznam, da mi je bilo prav žal, da se ne morem letos spet prijaviti, ampak je bilo res smešno, da se zmagovalka še enkrat prijavi. Se mi zdi pa, da sem se ravno zaradi tega veliko bolj posvetila temu, da spremljam, kaj letošnji tekmovalci delajo. Izredno zanimiva pa je tudi tvoja zgodba, kako si slišala za festival Slovenska nota in se na to tudi prijavila. Bi mogoče lahko z nami delila to zgodbo? Za Slovensko noto sem izvedela na dan, ko sem praznovala svoj 18. rojstni dan. V bistvu sploh nisem nikoli razmišljala o tem, da bi se kamorkoli prijavila. Komaj sem začela peti v prvem letniku, tam nekje. In sem imela bolj v glavi, da tekmovanja še niso za mene in podobno. Slovenska nota je pa nekako spontano prišla na moj zid na Facebooku, ko sem bila pri frizerju. In sem gledala in sem videla in sem rekla sestri, a bi me lahko peljala na Slovensko noto v soboto. Pa je malo obrnila z očmi, da me spet mora nekam peljati, ampak je bila za in tako se zgodba začela. Ni bilo žal? Ni bilo žal, ne. Ampak zakaj se imate ravno klic po Slovenski noti? Zakaj ne raje, recimo, Slovenija ima talent ali pa Ema ali pa Melodije More in sonca? Zakaj ravno Slovenska nota? Verjamem, da je treba začeti z malim. Torej, tudi sama ne bi želela kot neuveljavljena pevka že takoj skočiti na neke velike odre, ker velikokrat se zgodi, da so izvajalci neizkušeni in naredijo kakšno napako in podobno, ki jo mogoče kasneje obžalujejo. In imam raje to, da grem počasi, da dobim znanje, da dobim izkušnje in potem mogoče celo osvojim večje rezultate na teh večjih tekmovanjih. Zate pa bi lahko rekli, da si pevka s terena, saj ogromno nastopaš s svojimi glasbenimi kolegi iz skupine The Takeover. In me zanima, kakšna je osnovna razlika med nastopanjem na, recimo, terenu, se pravi recimo v lokalu, pubu, na nekem festivalu, na ulici, ali na odru, kot je na primer oder Slovenske note, kjer imaš samo 3 minute, eno priložnost. Kako se ti različno počutiš, ali na terenu, ali pa na teh odrih, kjer je samo ena priložnost? Kot si rekel, sem že precej navajena teh nastopov na terenu, zato je že ta trema in živčnost stara zgodba. Zelo sem tudi sproščena že na odru in mi to več res ni problem. Kot si pa rekel, na Slovenski noti oziroma na takem odru je pa le ena priložnost in tudi toliko več treme, da boš res dal vse od sebe za tisto eno pesem. In ko sem že ravno omenil kolege iz skupine The Takeover, zase si rekla, oziroma za vas si rekla, da ste pravzaprav v teh letih ustvarjanja, sodelovanja postali prava glasbena družina. Ja. Bi lahko nekaj besed namenila o njih in njim? Sploh v bistvu ne vem, kje začeti, ker to so 4 fantje, za katere lahko rečem, da so mi res prvi na listi, če me vprašaš, kdo so moji najljubši ljudje. Koliko znanja imajo, koliko so me oni naučili, koliko se lahko jaz od njih učim vsak dan, da so mi sploh dali priložnost, ker oni so v bistvu band za sebe, ne. Ustvarjajo že mogoče 4 leta, 3 leta. In so mi dali priložnost, da sem z njimi in smo se res
res povezali in zdaj si sploh ne predstavljam, da bi imela kogarkoli drugega. Sem lahko toliko srečna, da imam v svojem procesu ustvarjanja take dobre ljudi. Kar pa mi je pri tebi všeč, pa je to, da si pravzaprav pevka s terena. Ogromno nastopaš, letošnje leto ste celo nastopili v Izoli, skratka, osvojili ste že celotno Slovenijo, sicer vztrajno počasi, a vendarle. In zagotovo na terenu opaziš oziroma kdaj doživiš verjetno tudi hladen tuš oziroma poraz, čeprav to ni poraz, kot recimo pride poslušati, 10-20 ljudi, pa še od tega jih je recimo polovica nezainteresiranih in doživiš to realno stanje, kako je v slovenski sceni ne pa na glamurski sceni, nekje na Emi recimo. In me zanima, kako sama doživljaš spoštovanje Slovencev in Slovenk do vašega dela, ko si konkretno na terenu, pa pol program. V bistvu ga kar precej spoštujejo. Tu nimamo problemov, da ne bi ljudi zanimalo ali da, ne vem, da bi jim šli na živce ali karkoli. Je pa res, da smo že večkrat imeli kakšne izjeme, ko znajo zagreniti tisti koncert, pač izjavami, ki so pomembne za glasbenika, recimo, ne. To se dogaja, ampak nasploh pa tudi če niso zainteresirani, po 2-3 komadih so že na nogah oziroma jim že prepevajo zraven, snemajo, jim je že všeč, tako da. Tu mislim, da ni problema pri Slovencih in glasbi. Mislim, da vsi uživajo v glasbi. Ja, nimam nikakršnih slabih izkušenj, da bi lahko rekla. Enote, si pa na nek način, hočeš nočeš, postala tudi promotorka slovenske glasbe, a ne? In me zanima, kakšno je tvoje stališče oziroma odnos do slovenske glasbe. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, kako meniš, da Slovenci na splošno, ali pa bolje rečeno, slovenska mladina gleda na slovensko glasbo? Tudi jaz preden sem se vpisala na slovensko noto, nisem dosti poslušala slovenske glasbe. Tu in tam že katero, ampak bolj te res popularne zasedbe, ne vem, Tabu in podobno. Zdaj pa se tudi sama bolj zanimam za te manjše izvajalce. Ravno zaradi tega mislim, da je ta koncept slovenske note uspel, ker ste želeli promovirati slovensko glasbo. In če je že v meni nekaj spremenilo, da sedaj tudi sama hočem pisati slovenska besedila, je mislim, da že ogromno, no. Mislim, da je veliko ljudi takih, ravno zaradi tega festivala. Fantastično. Kaj pa mogoče eno malo osebno vprašanje? Ali je to, da si se vrgla v te neke, bom rekel, estradne, glamurske, glasbene vode, povezano s tem, da mogoče karkoli kompenziraš, če si recimo čisto brez cenzure odkrita sama do sebe, ali recimo ta ideal zvezde, nedosegljivosti in to, ali s tem karkoli kompenziraš, recimo, ne vem, bom sedaj malce bolj provokativen, kakšno neuslišano ljubezen v smislu, sedaj bom pa zaslovela, tebi bo pa žal, da me takrat nisi želel, ko sem te jaz želela. Razumem, kaj misliš. Bolj bi rekla v enem smislu, ja, dokazovanje, ampak dokazovanje sebi. Ker, kot sem rekla, začela sem peti v 1. letniku, torej že takrat sem imela ogromne sanje, za katere mi je veliko ljudi reklo, da jih ne bom dosegla, sploh zaradi tega, ker sem prepozno začela. Ker pač večina teh izvajalcev že iz otroških let poje in podobno. Torej vse to, kar delam, zgolj to, da dokažem sama sebi, da lahko. In da dokažem vsem drugim, da lahko. Ni pa, ne vem, nočem pa nekega maščevanja. To pa ne. Letos si maturirala in oktobra letos začenjaš študentsko življenje kot brucka in se boš znašla, hočeš nočeš, na neki spet novi prelomnici v svojem življenju, ko boš morebiti sprejela neke odločitve in recimo zradirala tiste pretekle življenjske odločitve. Pa me zanima, kakšno je tvoje stališče oziroma kako meniš, da boš ti in glasba čez nekaj let. Ali, če pomisliš, ali se zna narediti, da boš čez nekaj let, pa to ne jemlji kot želitev, pristala v zbirki tistih slovenskih pevk in pevcev, ki so sicer recimo 2, 3, 4, 5 let vztrajali, od danes njih ne slišimo pravzaprav nič. Kakšno si kaj razmišljala o tem in kaj si razmišljala o tem? Mislim, da je tu glavna vztrajnost, katere pa jaz imam ogromno. To je res že od, kar vem za sebe, vztrajam, pri čemerkoli si zadam. Ne vem, kaj je problem teh, recimo, ko hitro zginejo, ne, ali
se naveličajo. Po mojem je bolj to, kot pa da ne bi bili dosti uspešni, ker sej dokler delajo v redu glasbo in če so bili enkrat popularni, pač lahko še več tega naredijo. Mogoče jih samo mine. Jaz pa vem, da mene bolj težko, da me bo minilo kaj takega, ne. Razen če me res življenje odnese v čist druge vode, to pa sama ne vem. Če pa bo šlo tako naprej, kot je, pa lahko da skoraj garantiram, da bom delala toliko, da pridem do svojih sanj. Mlada si, pred teboj je še dolga pot in verjamem, da tudi lepa. A zagotovo si s temi odločitvami glasbenimi, ki si jih do sedaj sprejela, recimo nastopanje s skupino The Takeover, nastop na Slovenski noti, izdaja prve pesmi in tako naprej, začrtala neke pomembne korake na glasbeno sceno, ki je trd kruh. In me zanima, ali imaš morebiti planirano, kaj boš znotraj te glasbene kariere v prihodnosti še postorila, te kratkoročni cilji? Predvsem si želim v glasbi pustiti res en velik pečat. Zaradi tega tudi mogoče se lahko navežem na to, da želim iti počasi, da res si naberem izkušnje in znanje, da lahko začnem ustvarjati nekaj, kar bo naredilo pečat na slovenski sceni. Ker že nasploh sama kot oseba si želim pač, da nekje moje ime ostane. Tako kot si prej rekel, da nisem muha enodnevnica in se zato tudi mislim potruditi. In tudi, če bo trajalo pač več časa, bo trajalo več časa, ampak da bo bolj kvalitetno, no. Sedaj me pa zanima, Samanta, malce osebno. Če bi recimo sedaj jaz tukaj imel tvoje prijatelje in prijateljice in bi jih vprašal, da nekaj povedo o tebi, in če tebe ne bi bilo tukaj, kaj bi povedali o Samanti Maji? Da sem lačna, da sem vedno zaspana, vztrajna, trmasta, zabavna, smešna. Sem rekla lačna? Ja, ne vem, kaj bi še rekli. Z vsemi prijatelji se razumem, pač mislim, nasploh z vsemi ljudmi se razumem, ne vem zdaj točno, kaj bi lahko rekli, še kaj drugega. Pa so te mogoče prijatelji po tej zmagi na Slovenski noti 2017 drugače gledali nate? Ali si dobila več prijateljev, manj prijateljev? Se je kaj spremenilo sploh? Iskreno. Jaz sem že nasploh zelo selektivna glede prijateljev. Imam zelo malo. Znancev ogromno, ampak bolj malo pa tistih bližnjih in tudi ne spustim kar tako nekoga blizu. Zato s tem nimam ravno problemov. Mogoče res, da me nekaj mogoče prijateljev, s katerim sem se pred Slovensko noto družila, zdaj gleda kot nedostopno. Pa ne vem zakaj. Smo se že tudi, mislim, parkrat je tudi prišla ta tema na plan, pa sem pač rekla, da to ni res, ne. Res, da sem bolj zasedena, da imam več koncertov, da moram malo več tudi delati na tem, ampak to še ne pomeni, da smo kaj manj prijatelji, ne, samo pač treba je čas najti. Samanta, kako pa si ti kaj s kritiko? Katera je bila recimo kritika, ki si jo do sedaj dobila, bodi si nate kot na osebo, bodi si nate kot na glasbenico, ki si jo do sedaj dobila in te je najbolj zapekla oziroma zabolela? Celo ne morem se spomniti kakšne take kritike. Bi lahko rekla, da me res traumatizirala. Ne vem. Vem, da tako sem začela, ker sem dosti pozno začela in takrat je bilo ogromno nekih, ampak to so pač nezreli ljudje, ko si ti star 13, 12, se ne morem zameriti nekomu pri teh letih, ko je pač mi rekel, ne bo ti uspelo, ali pa ne vem, kaj sploh sanjaš, pa še kako grdo besedo zraven. Pač, ko zdaj gledam nazaj na to, je čisto odvisno od tega, koliko si močen oziroma nasploh zrel, da pa je lahko kritika kakršnakoli. Je odvisno od tebe, kako jo boš sprejel. In se mi zdi, da zdaj že dosti, mislim, veliko bolje sprejemam pri 19, kot pa sem to pri 14. Takrat je mogoče to peklo, ampak ni pa pustil nič na meni takega. Kako pa si na splošno s sprejemanjem kritike? Recimo kritike, ki bodo sledile, zagotovo bo kakšna sledila. Vem, da se moram na to pripraviti, vem, da sem rada občutljiva na to. Ne vem zakaj še točno, ampak me znajo neke male stvari tako prizadeti, pa se trudim, da me ne. In to spet spada pod tisto, da želim iti počasi, da se utrdim kot oseba, da
da imam izkušnje in znanje, da mogoče tudi do tega niti ne pride. Ravno teh kritik mogoče se skušam rešiti. Pa če se vrnemo nazaj na slovensko noto 2017, zakaj je bila participacija, udeležba na tem festivalu zate tako edinstvena, pomembna? Nek festival v Hrastniku, majhen, lokalni, prvič se je zgodil. Kaj je bilo tisto, kar ti bo vedno popotnica za naprej? Kaj je ostalo? Kaj bo ostalo? Ravno to, da je bil prvo tekmovanje, prvi festival, na katerega sem se sploh udeležila in da je nasploh bil tako dobro nared. Ne morem reči, da je to, jaz ne jemljem slovensko noto kot kar en mali festival. Res, da je še mali v smislu, da ga ne pozna toliko ljudi, ampak namen, organizacija, promoviranje nasploh, celoten potek je pa za mene ogromen. Lahko ga čisto enačim s tem Slovenija ima talent, recimo, po duši, recimo. Na izgled mogoče je še dosti majhen, ampak da pa ogromno za življenje. Super. Kaj pa nekaj besed bi bilo tudi vredno spregovoriti o tvoji prvi pesmi Tu in tam, ki ti jo je Mladinski center Hrastnik poklonil kot za nagrado, ker si zmagala. Besedilo je prispevala Urška Zoja Jeršin, melodijo in aranžma Rok Hvala, ti si prispevala vokal. In me zanima, ker je bila to prva pesem, ki je bila napisana prav zate, ali je bilo težko pri ustvarjanju, pri snemanju te pesmi iz, bom rekel, ničle upihniti pesmi neko dušo, pečat. Ker recimo pri prepevanju prired, najbrž se, ne vem, če prepevaš Adele, se nasloniš na to, kaj ona želi sporočiti s to pesmijo. Tukaj si bila pa sama, ki je, bom rekel, orala ledino. Kako je bilo to ustvariti iz nič neko pesem? V bistvu se to, ko si primerjaval z Adele, ne bi najbolj strinjala, zaradi tega, ker tudi Adele je napisala to pesem iz svojih izkušenj, čustev, enako je Urška Zoja napisala iz svojih čustev in jaz sem bila v obeh primerih tista, ki je mogla to uprizoriti. Zato se mi ne zdi taka ogromna razlika med tem. Večja razlika bi bila, če bi bilo to moje, res. Moje besedilo sem ga jaz napisala, tam pa mislim, tudi tiste, ko pišem, pa če jih samo doma prepevam, je vseeno večja duša notri, kot pa pri teh, ki si jih lahko samo interpretiram. Ne moram jih zares vedeti, kaj je, ker pri svojih pa točno vem, kaj je tisto, zakaj je bila napisana. In ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, se pravi, tudi pišeš svoje pesmi, pa me zanima, ali pišeš besedilo, melodijo, oboje? Oboje, ja. Prvo sem sam besedila, pa sem videla, da mi to pol, da ta besedila kar ostanejo nekje, zaradi tega, ker mi je lažje dati prej melodijo, da pol tudi vem ritmično, kako besedilo napisati. Zato pač zdaj ponavadi grem za klavir, mogoče se tudi spomnim na ulici neke melodije, pa si hitro posnamem na telefon, da ne pozabim, pa potem doma skušam zaigrati. Torej, usedem se za klavir, par akordov, ki so mi všeč, zaigram in potem skušam lepo, da gre z melodijo čez besedilo, napisaš še besedilo. So pa, imam ene 7 dni, recimo zdajle, nedokončanih, pa jih je večina slovenskih. Mogoče 1 ali pa 2 sta. Torej živiš slovensko noto, Ja. tudi 1 leto po slovenski noti. Torej si lahko absolutno od tebe obetamo v prihodnosti prvo avtorsko pesem, kaj ne? Ja, seveda. Fantastično. In me zanima, se pravi, za vse te nastope, ki jih imaš v živo, za pisanje besedil, melodije, zagotovo potrebuješ neko inspiracijo. In me zanima, kje črpaš navdih, kateri hobiji, kam greš, se zatečeš po to regeneracijo duše, recimo. Pri vseh izvajalcih mislim, da je glavna tema ljubezen, pretekle ljubezni, mogoče sedanje ljubezni. Drugače jaz tudi zelo rada pišem o duševnem stanju, o tem, kaj razmišljam. Dosti razmišljam na tej filozofski, psihološki način, dosti se poglabljam tudi v vesolje in podobno in je v bistvu ogromno mojih pesmi, bo vedno nek motiv noter, ali planeti, ali galaksije, nekaj takega. Vedno bo malo bolj misteriozno, vedno bo malo bolj skrito na tak način. Tako da, vesolje pa ljubezen. Se pravi, bo tvoj repertoar večinoma povezan z vesoljem, ali je ravno s tem namenom tudi tatu takšnih motivov? Ja, tudi tatu je
Imam 9 planetov, Aha. na tem piše, naj žarevam samo ljubezen, samo svetlobo in samo zdravljenje. Tudi ta je tako malo bolj filozofska. Ja, vse, kar tetoviram, je tudi povezano s tem. Super, torej imaš neko idejo o svojem imidžu, recimo Ja. v prihodnosti. Super. Samanta, tvoje kraljevanje na slovenski noti 2017-18 se počasi zaključuje, saj se čez nekaj dni že obeta finalni večer slovenske note 2018, ko bomo dobili novega zmagovalca, zmagovalko oziroma zmagovalce. Pa me zanima v tem letu, ki je minilo, ali si sploh kje zaznala, da si zmagovalka slovenske note? Kje se je to najbolj poznalo? A so ljudje sploh vedeli? Kako so to vedeli? Kako si to leto preživela, bom rekel, kot zmagovalka slovenske note 2017? Kako sem se zavedala, da sem zmagovalka? Recimo, prej nisem imela intervjujev. Prej nisem hodila po televizijah, na radije. Prej nisem razmišljala vsak dan o izdaji pesmi. Nisem sodelovala z tekstopisci in drugimi glasbenimi producenti in podobno. Kaj še lahko? Ne vem, tudi po Hrastniku, recimo, tam opažam, da me ljudje prepoznajo. Imela sem 2 ali pa 3 take dogodke, kjer so me prepoznali pa me prišli pozdraviti. Bi delila mogoče? Ja. Ena punčka je že večkrat prišla na moje koncerte pa me prosila za avtograme, pa vedno se slikama. Enkrat sem hodila po ulici pa je nekdo za mano pel, kdo je kriv, iz finalnega večera. Ko sem prišla v restavracijo Rondo pri vas, Tako? je tisti natakar oziroma pač službenec takoj, zmagovalka slovenske note. Takoj me je pozdravil na tak način. Tudi v City centru, tukaj v Celju, enkrat sem se sprehajala pa me je ustavila ena mamica pa ena hčerka, da sta spremljali, da sem zmagala na slovenski noti. Tako da, ja, to je to. Glas je očitno razširil. Ja, To je dobro slišati. Ja. In kaj bi sporočila za vse te, recimo, ki te spremljajo, ki te spodbujajo, za vse tiste, ki so recimo ta intervju pogledali do konca? Kaj vse obljubljaš, kaj sporočaš, kje si lahko te ogledajo v prihodnjih mesecih, dnevih, mesecih, tednih, kakorkoli, in kaj vse pripravljaš v svojem glasbenem? Torej pripravljam, trenutno sem se odločila, da bom začela, ker bom to rekla na kameri, bom mogla. Ker ponavadi se tudi kaj tako odločim, pa bolj pozabim, saj nisem nobenemu povedala. Okej, zdaj se bom pa držala, da bom začela, bom probala vsak mesec vsaj izdati kak cover, zaenkrat. Potem pa tudi svoje lastne pesmi. Probala bom že do konca tega leta, če pa me bo slučajno moj perfekcionizem še malo matral, potem pa v roku enega leta vsaj. Koncerte imam praktično po celi Sloveniji. To leto smo bili v Mariboru, na Cerknem, v Izoli, Kopru, Celje, Žalec, vsepovsod. Če spremljate moj Instagram ali pa Facebook, boste tako vedeli, kje me lahko vidite. To je to. Fantastično. Samanta Maje, se ti iskreno zahvaljujem za vse iskrene in pristne odgovore, ki si jih delila z gledalci oziroma spremljevalci slovenske note. Še enkrat čestitke za lansko zmago in želim ti vso srečo na tvoji glasbeni poti. Premetenost, intelekt, talent in voljo imaš, kar pomeni, da so ključne sestavine za uspeh. Seveda ti pa želim, da se ti tu in tam, ko prepevaš v svoji prvi pesmi, nasmehne tudi sreča ali pa kakšno naključje. Srečno! Hvala. Enako. Vi, dragi spremljevalci in spremljevalke slovenske note, pa najlepša hvala za ogled. Hkrati vas pa ob tej priložnosti vabim na finalni večer slovenske note 2018, 1. septembra ob 20. uri v Delavskem domu v Hrastniku. Predstavilo se vam bo 10 neuveljavljenih pevcev in pevk iz celotne Slovenije, le eden od njih pa bo zmagal oziroma zmagala ter za nagrado prejel prvo avtorsko pesem. Kdo bo to? Kdo bo nasledil Samanto Majo? Pridite in izberite skupaj z nami. Naj živi slovenska glasba in slovenska nota. Hvala za ogled.